Pozno v nedeljo zvečer je predsednik Trump sporočil, da je dosegel dogovor z Iranom za končanje vojne. Zelo sem vesel in navdušen. Dogovor je že podpisan. Z Iranom smo se zelo dobro razumeli. To je drugačno vodstvo in veliko odličnih stvari se bo zdaj zgodilo na Bližnjem vzhodu. Dogovor je že sprožil burne razprave v Izraelu. In to ne le med politiki, ampak skoraj po celotnem izraelskem političnem spektru. Obstaja resna zaskrbljenost, da čeprav lahko sporazum zmanjša trenutne napetosti, pušča najpomembnejša vprašanja nerešena. Iranske jedrske ambicije ostajajo nedotaknjene in je vprašljivo, ali bodo v prihodnosti sploh rešene. In njihova mreža posredniških sil, tiste lovke, ki obkrožajo Izrael, niso bile razpuščene in niso del sporazuma. To ni dogovor, ki bi ga napisala večina Izraelcev. Hkrati je nemogoče razpravljati o tem trenutku, ne da bi pogledali širšo strateško sliko. Pred manj kot 3 leti, po 7. oktobru, so mnogi verjeli, da je izraelsko odvračanje popolnoma propadlo. Od takrat je Izrael vodil vojno na 7 frontah, oslabil iransko regionalno mrežo, neposredno napadel iranske cilje in se ponovno uveljavil kot prevladujoča vojaška sila na Bližnjem vzhodu. Morda najpomembneje je, da je predsednik vlade Netanjahu sodeloval s predsednikom Trumpom na način, kot še noben izraelski predsednik vlade doslej, in tako pomagal ustvariti brezprecedenčno strateško sodelovanje med Jeruzalemom in Washingtonom. Rezultat je bila regionalna preobrazba, za katero so mnogi še pred kratkim menili, da je nemogoča. Najbolj nedavne ocene Pentagona so Izrael opisale kot vzorčnega zaveznika Amerike. Izrael je edina država, ki je prejela to priznanje od Pentagona. Izrael je država, ki ima tako sposobnost, kot tudi pripravljenost uporabiti vojaško silo za obrambo skupnih interesov in vrednot. Vendar pa uspeh ne izključuje politične razprave, še posebej ne znotraj Izraela. Sporazum, podpisan v nedeljo zvečer, je takoj postal osrednje politično vprašanje. Kritiki v Izraelu trdijo, da bi moral Izrael doseči več. Drugi opozarjajo na poročila o napetostih med predsednikom Trumpom in premijerjem Netanjahujem. In ker so volitve verjetno pred vrati, bodo številni argumenti, ki jih danes slišimo, verjetno postali osrednje teme v prihodnjih političnih bitkah. Nedeljski domnevni izraelski napad na visokega poveljnika Hezbolaha v Bejrutu je morda poslal svoje sporočilo. Ne glede na diplomatski razvoj dogodkov, namerava Izrael ohraniti svobodo delovanja, kadar je ogrožena njegova varnost. Da bi nam pomagali razumeti, kako se ta vprašanja politično interpretirajo in kako jih lahko opozicija izkoristi v svojo korist. V prihodnjih mesecih sem se pogovarjal z izkušenim političnim analitikom Gilom Hoffmanom, višjim analitikom za volitve na II22 News in nekdanjim političnim dopisnikom za The Jerusalem Post. Tukaj je moj pogovor z Gilom Hoffmanom. Gil, hvala, da ste se pridružili. Z veseljem, Doran. No, zdi se, da je dogovor na mizi in črnilo še ni posušeno. Ampak kaj pravzaprav vemo o tem dogovoru, ki se dogaja? Vemo, da bo Iran dobil veliko denarja, ne da bi moral kaj dosti storiti. Vemo, da poziva k premirju, da smo imeli mesece premirja, v katerih druga stran ni spoštovala premirja. In vendar obstaja razlog za upanje. Obstaja možnost, da se vojna, ki se je začela 7. oktobra, končno bliža koncu in da bodo morda državljani Izraela končno imeli varnost, ki jo potrebujejo. In da bi Netanjahu morda na koncu celo prejel zasluge za prekinitev ognja, ki jo je obupno poskušal preprečiti. V redu, dovolite mi, da vam zastavim vprašanje. Če se osredotočimo na ameriško politiko in vi ste politični analitik na obeh stranih oceana, kaj ljudje trenutno poskušajo razumeti? Kako lahko predsednik Trump podpiše dogovor, ki je videti takšen, potem ko se zdi, da nasprotuje toliko stvarem, ki jih je govoril? In ne samo, kaj je govoril, tudi kaj je počel, kaj ne? Ljudje vedno pravijo, glejte, kaj Trump počne. Ne glejte, kaj govori. Lahko bi rekli, da gre za dimno zaveso, a je vodil 2 vojni z Iranom, odvrgel ogromno ameriškega orožja, izgubil ameriške vojake, zdel se je predan temu cilju. Kakšne so politične sile, ki so sestavile ta dogovor? Cene goriva v Ameriki. Ljudje so naveličani plačevanja previsokih cen.
Ljudje so naveličani vojne. Ljudje so naveličani, da po njihovem mnenju on ne postavlja Amerike na prvo mesto. In poskušajo razložiti, zakaj je tako, vendar to ni prišlo do ljudi. Ima prihajajoče vmesne volitve. Republikanski kandidati, ki so na robu, si obupano želijo, da vojna ne bi bila v ospredju, da ne bi bila tema njihove kampanje. On mora zmagati na teh volitvah. Obdržati mora vsaj en dom kongresa, da bo lahko učinkovit v svojih zadnjih nekaj letih na položaju. Veš, si domačin iz Chicaga in domačin ne predaleč od mojega rodnega Detroita. Sediš v Chicagu. Si volivec republikancev. Mu bo uspelo to predstaviti kot uspeh? Mislim, razumem, da zaradi teh interesov umika letala in vojake, ampak misliš, da mu bo uspelo? Torej, najprej v Chicagu ni republikanskih volivcev in je zelo, zelo daleč od Michigana. Ti bi bil edini. Torej, Chicagočani vedno radi rečejo, da je Michigan daleč stran, ampak mi si želimo verjeti, da smo blizu Chicagu, kot nekakšna mera strogosti. Torej, moraš se malo zabavati, razumem. Ampak glej, ljudje se v Ameriki čez teden dni te vojne sploh ne bojo več spomnili. To zanje ni bila velika stvar. Le posledice so bile, da so sploh prižgali televizijo, ko sem bil med vojno v Ameriki. Ne poročajo o tem, katere raketne objekte so zadeli v Iranu, poročajo o cenah goriva in vplivu na povprečnega Američana. Ko je vojne konec, to zanje ni več pomembno. In to je tisto, kar Trump potrebuje. Zdaj bo imel 250. obletnico rojstva Združenih držav Amerike za praznovanje, dobil bo nekaj pozitivnih naslovnic, morda znova preusmeril pozornost ljudi, naj se malo zabavajo. Svetovno prvenstvo, slišal sem govorice, da se v Ameriki igrajo nogometne tekme. Nisem videl dejanskih dokazov, niti jih ne nameravam iskati, ampak to nekatere ljudi zaposluje. Predsednik je pravkar praznoval rojstni dan. V petek ima podpisno slovesnost. Poskušal bo pretvarjati se, da je dosegel svetovni mir. Naj mu bo. v bistvu govorimo o tem, da ameriško ljudstvo ne dojema Irana kot neposredno grožnjo, kaj ne? Mislim, v Izraelu se vsako jutro zbudimo in vsak večer gremo spat z mislijo, da Iran dobesedno visi nad našimi glavami, kaj ne? Kot sinoči, ko smo šli spat. Vsi smo tekli, veste, spraševali smo se, kdaj bomo morali v zaklonišče, in to se lahko zgodi še danes zjutraj, lahko se zgodi jutri. Predsednik Trump je, pravkar rekel, tik preden sva sedla, da če ne bo doseženega jedrskega dogovora, če ne opustijo jedrskega programa, bodo posledice. Stvari se ves čas spreminjajo. Bilo je tam. Ali se spomnite kakšne zamujene priložnosti, s katero bi lahko ameriško javnost prepričali, da tu obstaja grožnja? Najprej za polovico ameriškega prebivalstva je Donald Trump grožnja. Pozdravljeni, in teh ne bomo prepričali. In potem druga polovica, poglejte, tudi jaz sem šel natočit goriva in je bilo 4 vejca 69, pa sem si mislil, da me je nategnil Donald Trump. In tako, ampak moramo gledati z naše perspektive v Izraelu na resno vprašanje. In vojna 25. junija je precej zmanjšala jedrsko grožnjo. Ta vojna se s tem ni veliko ukvarjala. Ta vojna se je ukvarjala z zmedo zaradi raketne grožnje in jo je precej zmanjšala. To sta bili dve grožnji, s katerima se je Amerika na takšen ali drugačen način spopadla, in zato smo večno hvaležni. Kdorkoli je imel visoka pričakovanja, da bo prišlo do takojšnje zamenjave režima, to nikoli ni bilo realno. In če sploh, bi se to lahko začelo šele po koncu vojne, ki se je končala ob 1 uri zjutraj po našem času prejšnjo noč. In potem začne denar pritekati in ljudje v Iranu rečejo, počakajte malo, zakaj mi ne dobimo nič od tega denarja? Zakaj gre ves denar samo režimu, ki ga potem daje Hezbolahu, Hamasu in komorkoli že, ne pa lastnim ljudem? Takrat se lahko upor znova zgodi in takrat ima lahko uspeh. Toda ljudje tega še ne razumejo. Gledajo le na to, kaj se jim dogaja iz dneva v dan, brez kakršnekoli zgodovinske perspektive. Ko prižgeš izraelski radio, poslušaš eno samo zgodbo, in sicer izraelske volitve in vojno z Iranom, kaj ne? To je ena sama pripoved, ki je, veliko bolj razširjena kot v Ameriki. Zdi se, da bo to prelomna točka za volitve. Praviš, da bo Amerika na to pozabila, da bo do naslednjega tedna to že pozabljeno. Misliš, da bo Izrael na to pozabil, ali pa bo to ena glavnih točk na prihajajočih volitvah? V redu, torej najprej, če premirje ne bo zdržalo in ljudje v severnem Izraelu ne bodo mogli normalno živeti,
bodo o tem vsak dan govorili kot o varnostnem neuspehu Izraela. In če bo varnost držala, bo Netanjahu lahko rekel, da se je od 7. oktobra izboljšalo 7 varnostnih front in nihče mu ne bo mogel oporekati, niti načelnik generalštaba vojske, ki bi kandidiral proti njemu. In Izraelci res volijo glede na varnost. In to mu lahko koristi. In potem, če ljudje ne govorijo o varnosti, bodo govorili o vprašanju naborništva ultraortodoksnih. In to Netanjahu zelo škodi. Raje bi imel vojno in mir kot glavni temi. Veliko bo odvisno od tega, se bodo Abrahamovi sporazumi širili in pri JNS imate različne ljudi, ki so boljši strokovnjaki za to. Opozicija je trenutno videti razdeljena. Ali bodo lahko izkoristili to, kar se zdi razkol med Trumpom in Netanjahujem? Tako da to je tisto, kar bodo poskušali narediti od danes naprej. Bennett bo govoril, da bi lahko to naredil veliko bolje na podlagi svojih izkušenj kot predsednik vlade in da Izrael potrebuje resnično desničarskega predsednika vlade, ter bo poskušal narediti, da Netanjahu ne bo videti tako desničarski. Mimogrede, to je delovalo na Madžarskem. Orbana niso mogli premagati ne sredina, ne levica. Zato so pripeljali desničarskega kandidata za predsednika vlade, da bi se pomeril z njim. In to je delovalo. In to je del Bennettove strategije. Medtem ko Eisenkot pravi, glejte, prednost ne bi bila v tem, da Netanjahu zna govoriti s svetovnimi voditelji. In očitno ni delovalo, če ga Trump preklinja. Morda potrebujete bolj skromnega voditelja, ki morda ne govori popolne angleščine, a ima varnostne izkušnje. In potem je poudaril, da obstajajo besede, za katere misli, da jih v angleščini pozna bolje kot Netanjahu. Besede kot je odgovornost. In to je nekaj, kar lahko Eisenkot poskuša uporabiti proti Netanjahuju. In to se bo dogajalo 4 mesece. Bilo bo kar razburljivo. Mislim, to zveni kot privilegij opozicije, ne? Vedno jih slišim govoriti, da bi oni to lahko naredili bolje. Moje vprašanje bi bilo, v redu, kaj bi lahko naredili bolje z vojaškega vidika? In če bi oni to naredili bolje, tako rekoč, kako potem lahko rečejo, da jih skrbi, ker predsednik Združenih držav uporablja kletvice proti izraelskemu vodstvu? Mislim, težko mi je verjeti, da bi veliko ljudi izvedlo samostojna dejanja. Naprimer, kar je predsednik vlade Netanjahu naredil glede odhoda v Rafo, če se ne motim, mislim, da je Eisenkot temu nasprotoval, kaj ne? In zakaj je bil proti temu? Spomnite nas. Biden je bil proti temu, Eisenkot ni želel izgubiti odnosa s predsednikom Združenih držav Amerike. To je bila takrat velika stvar. In predsednik je želel staviti vstop v Rafo. Predsednik je želel končati vojno tudi zaradi svojih notranjepolitičnih razlogov. Ampak če bi se to zgodilo, potem bi Sinbar hodil naokoli kot svoboden človek. Zelo verjetno bi bilo tako. To, da Netanjahu bo vedno imel ta brazgotino na čelu zaradi 7. oktobra. On je bil odgovoren in končna odgovornost je njegova. In to je nekaj, kar lahko tako Bennett, Eisenkot, kot tudi vsak Lieberman in drugi rečejo, da niso bili na oblasti. Netanjahu je bil na oblasti. Vsi različni voditelji obrambnega sistema in obveščevalnih agencij so plačali ceno. Le na politični ravni Netanjahu te cene še ni plačal. A zdaj je napočil čas. To bo njihovo stališče. Kdaj? Če pogledamo Naftalija Bennetta, ki je bil na oblasti predtem, mislim, da je bilo to leta 2022, in Eisenkot, ki je bil načelnik generalštaba do leta 2019. On je pravzaprav zaslužen za zmanjšanje vojske. Ne? Ustvaril je tisto majhno in pametno vojsko, kar je Eisenkot. Za izraelsko prebivalstvo, mislim, tako smo vpleteni v vojaško sfero, ne? Toliko nas opravlja rezervno dolžnost. Ali ne bojo šli malo globlje in raziskali? Kakšno je vaše mnenje? Tukaj ste politični analitik. Nasprotniki Eisenkota bodo poiskali vse, kar je takrat rekel, kar se zdaj zdi smešno, in ga bodo skušali prikazati kot nekoga, ki je kot načelnik generalštaba naredil napake, ki so kasneje pripeljale do težav. To bo težje, ker ni tako preprosto. Netanjahu je bil na oblasti 7. oktobra. Moraš sešteti 1 + 1 + 1. Ali jim bo to uspelo, bo trajalo nekaj časa. Da imajo njegov ugled na področju varnosti, imajo 4 mesece časa, vendar to ni najbolj preprosta stvar na svetu. Ker veš, vsi načelniki generalštaba so delali napake in Gantz je delal napake, pa je
zdržal tako dolgo. In seveda Jair Barak je delal napake, pa je postal predsednik vlade. Torej je tvegano, ampak poskusili bodo. V redu, še zadnje vprašanje. Eisenkot ima v anketah izjemno rast. Nisem prepričan, če ga zadnje številke postavljajo na, ne vem, 18 ali 20 na kanalu 12 in če pogledate ankete, II24 ima 5 sedežev več kot Benet. v redu. Torej, večina ljudi se sprašuje, in če na hitro povzamem, večina ljudi se sprašuje, zakaj je ta človek, ki ne govori dobro angleško, ki je zelo tih, ko gre za hebrejščino, ni glasna oseba. Mislim, da ni niti ene izjave, na katero bi lahko pokazali pri Eisenkotu, ki bi bila res izstopajoča, da bi jo ljudje ponavljali. Kaj je razlog za to? Torej, Doran, če vprašaš Izraelce, kdo je bil njihov najboljši predsednik vlade v zgodovini, vedno zmaga Menachem Begin. In razlog ni v tem, da je bil desničar ali da se je postavil po robu Ameriki. Razlog je v tem, da je bil skromen. Nihče pa ne bi Netanjahuja imenoval skromnega. In če želijo anti-Bibija, je to Guy Eisenkot. On je preprost človek. Bil je, čeprav je iz Elata ali Tiberije, iz razvojnih mest, je iz Maroka. Še ni bilo sefardskega predsednika vlade. V tej vojni je izgubil sina in 2 nečaka. In veš kaj? On dejansko razume svet, tudi če njegova angleščina ni kraljičina angleščina ali Netanjahujeva angleščina. In enkrat mi je Netanjahu rekel, to ti bom povedal v angleščini in ne v hebrejščini, ker je moja angleščina boljša od tvoje. Potem, ko je služil kot načelnik generalštaba, si je vzel leto premora in delal na Washingtonskem inštitutu v Washingtonu skupaj z Denisom Rossom in Davidom Makovskim. In povedali so mi, da so potem, ko je Eisenkot odšel, imeli v tem think tanku veliko generalov. On je bil najpametnejši, kar smo jih imeli. In tu pove veliko. Zanimivo je, zadnje vprašanje. Ali obstaja kakšna možnost, da bi Eisenkot vstopil v koalicijo s predsednikom vlade Netanjahujem? Ne. Netanjahu, če mene vprašate, ali obstajajo opozicijske stranke, ki bi se lahko pridružile Likudu v obdobju po Netanjahuju, pa naj bo to čez 20 let, 30 let ali morda že čez 5 let, ko bo star 80 let in torej dovolj star, da kandidira za predsednika Združenih držav Amerike. Če tam spremenijo zakon, da moraš biti rojen v Ameriki, tisti mali zakonček tam. V obdobju po Netanjahuju bo veliko koalicij, ki bodo vključevale sredinsko desne in leve stranke, ki bodo izključevale ultraortodoksne in Arabce. To, da dokler imate tam Netanjahuja, imate osebnostno vodeni politični sistem in število članov Kneseta, ki prezirajo tega človeka, povzroča politične zastoje. In zato trenutna situacija v anketah kaže, da bomo imeli več kot ene volitve. Lahko bi imeli 2, lahko 3, lahko celo 5 volitev, kot smo jih imeli med letoma 2019 in 2022. Razen če je kdo pripravljen prikazati Mansurja Abbasa kot naslednjega Herzla, nas čakajo politične blokade, nihče ne bo popustil in tako bi bil to jaz. Rad bi pristopil z drugega zornega kota. Veš, danes zjutraj so me ljudje klicali, kaj misliš o dogovoru? Dobival sem sporočila. In rekel sem, lej, na papirju se zdi, da dogovor pušča Izrael zelo ranljiv. Veš, če je Libanon dejansko vključen v ta dogovor, ima Izrael zvezane roke. Hezbolah še naprej strelja rakete na nas. Najpomembnejše vprašanje za Izrael je nekje vmes. Nismo prepričani, ali bo prišlo do sprostitve sredstev za Iran. V dogovoru, ki sem ga prebral, so besede o obnovi Irana z ogromnimi količinami denarja. Ampak sem rekel po drugi strani in zelo me zanimajo tvoje razmišljanja o tem, morda to je lahko blagoslov za Izrael. Ker to znova nasprotuje teoriji, ki je predsednik vlade zelo predan, to je zmanjševanju izraelske odvisnosti od Združenih držav. Če to rečemo, in res me zanima, kaj imaš povedati. Čakam na tvoj odgovor. Ampak če pravimo, da je to najbolj proizraelski predsednik, ki je kdaj sedel v Beli hiši, veš, to smo rekli že pred tednom dni, zato lahko to rečemo tudi zdaj, da je kdaj sedel v Beli hiši. In zdi se, da so ameriški interesi tukaj v nasprotju z izraelskimi interesi. Ali to ni nekako zadnji udarec, da rečemo, v redu, če je to, kar dobimo s predsednikom Trumpom, kaj nas čaka v prihodnosti, zdaj moramo narediti veliko spremembo. Torej si videl, Doron, kaj se je zgodilo, ko je Netanjahu sprejel odločitev,
da se odzove na napad Hezbolaha na severni Izrael z napadom v Bejrutu. Videl si, kako ga predsednik Združenih držav ni napadal zasebno. Tudi Obama in Clinton sta Netanjahuja preklinjala zasebno, ne pa v večernih novicah v Izraelu, kot je to storil Trump. In Netanjahu je čakaj dokazal, da je Izrael bolj kot kdajkoli prej vazal Amerike. Ker čeprav je res udaril nazaj, je bil zaradi tega deležen hudih kritik. S tem je škodoval svojemu ugledu kot političarju, ki naj bi bil razred zase, kot strokovnjaku za pogovore s svetom. Plačal je ceno za to. In tudi Izrael je morda plačal ceno za to. In kaj se zgodi naslednji teden, ko bodo kršili premirje? Bomo odgovorili z ognjem ali ne? Kako to narediš potem, ko si vse to prestal? Prezgodaj je, da bi lahko odgovoril na tvoje vprašanje. Dovolite, da vas vprašam, ker je to zdaj nekaj, kar se dogaja že zadnja 2 tedna, ko predsednik neposredno komentira, preklinja z žaljivkami v mojih novicah. Vi pa imate vse znake za to. Po drugi strani pa, kaj naj stori predsednik vlade države Izrael? Se pravi, lahko bi se odločil, da ne bo odgovoril z ognjem in tako ne bi imel odvračanja proti Hezbolahu, ali pa bi odgovoril z ognjem in točno to imam v mislih. Najmočnejši človek na svetu je razburjen, ker stvari ne potekajo po njegovo. Če pa Izrael sploh ne odgovori, se zdi, kot da bi nas lahko preprosto vrgli pod avtobus. To je tisto, kar me tukaj zanima. Ker je biti predsednik vlade Izraela grozno delo. Čudež je, da si ga toliko ljudi sploh želi. Ko vidijo, skozi kaj gre Netanjahu trenutno, in vendar bosta Bennett in Eisenkot vsak na svoj način naredila vse, kar lahko, da bi dobila to nehvaležno službo, ki te nenehno postavlja med kladivo in nakovalo. Glede na to, kar praviš, če se poglobim v vprašanje izraelske samozadostnosti in primerjam z današnjo Ameriko, vem, da ti poznaš Ameriko bolje kot jaz. Ali Američani ali republikanska stranka danes želi podpirati Izrael, ali pa jih spodbujajo, naj bo Izrael samostojen? Republikanska stranka ni več to, kar je bila včasih. Republikanska stranka ima zdaj več glasov. Ko imaš Tuckerja Carlsona kot skrajneža na eni strani, zaradi tega Marco Rubio, ki je tradicionalni republikanec, izpade drugačen. Republikanski glas izgleda kot skrajnost na drugi strani, potem mora J.D. Vance igrati nekje vmes in govoriti o tem, da je legitimno, da Amerika sprejema odločitve, ki so v interesu Amerike in ne v interesu Izraela. In ko slišiš podpredsednika, da to reče izraelskemu poslušalcu, to zveni šokantno, kot da se sprašuješ, zakaj ga nihče ne obsoja, ker je to rekel. Zakaj je to v redu? Ampak si misliš, no, to je vseeno veliko bolje kot to, kar je rekel. In tako se republikanska stranka razceplja v več različnih smeri. In karkoli se lahko zgodi po koncu Trumpove ere, in Izrael se mora na to pripraviti. Izrael se mora pripraviti na sušna leta, ki sledijo. To je zelo dobra točka. Rad bi se poglobil v zelo specifičen sektor izraelskega prebivalstva, ki mu na mojem podcastu in nasploh ni namenjene veliko pozornosti. To je angleško govoreči sektor izraelskega prebivalstva, katerega del sva oba. Lahko politično podaš kakšno analizo, kje se to prebivalstvo politično umešča in kakšni so njihovi trendi. Mislim, lahko govoriva o Francozih, lahko govoriva o Rusih. Kaj je pomembno za to prebivalstvo in kaj slišiš od njih? Pomembno za to prebivalstvo je, kakšno podobo ima Izrael v tujini. Angleško govoreče prebivalstvo bolje kot kdorkoli drug, vključno s trenutno izraelsko vlado, razume, kako slabo nas trenutno vidijo v tujini in kako mora biti odprava tega naša glavna prioriteta. Če pride do vojaškega premirja, potem je medijsko bojišče edino preostalo bojišče. In v tej vojni smo. Bodo nas videli bodisi kot mednarodnega izobčenca, kot je bila Južna Afrika v času apartheida, zavedno, ali pa kot tiste, ki so svet rešili pred islamskimi fundamentalisti, jedrskim orožjem in genocidnimi teroristi. In tako so lahko angleško govoreči ljudje iz celotnega političnega spektra. Imeli smo kandidate, katerih materni jezik je angleščina, izvoljene iz različnih strank. Vendar pa verjamem, da so glede tega vprašanja enotni. In da vidijo, da je situacija obupna in da morajo pritiskati na kogarkoli, ki bo izvoljen za predsednika vlade, da to postavi kot najvišjo prioriteto. Tako mora biti. Gil, rad bi ti zahvalil, da si se oglasil in se pridružil podcastu ter delil svoje politične poglede.
Zanimivo bo videti, kako se bo to odvijalo v naslednjih nekaj mesecih. Veselje mi je bilo biti v tvoji oddaji. Hvala, Gil. To je bil Gil Hoffman. Ne glede na to, ali se strinjate z Gilovo analizo ali ne, ta razprava izpostavlja politično debato, ki bo verjetno prevladovala v izraelskem javnem življenju v prihodnjih mesecih. Eno dejstvo pa je težko prezreti. Več kot 30 let je predsednik vlade Netanjahu opozarjal na iransko grožnjo, dolgo preden je to postalo moderno, dolgo preden je iranski jedrski program postal v središču mednarodne diplomacije. Predsednik vlade Netanjahu je trdil, da bi jedrski Iran temeljito ogrozil Izrael, Bližnji vzhod in velik del svobodnega sveta. In za razliko od mnogih, ki so o grožnji le govorili, je on ukrepal. Izrael danes zavzema 1/3 Bližnjega vzhoda. To je 1/300 Bližnjega vzhoda. Kljub temu je skupaj z Združenimi državami povzročil izjemno škodo iranski vojaški infrastrukturi, oslabil njene ključne proksi sile in pokazal zmogljivosti, ki jih premore le malo držav na svetu. Toda zgodba še ni končana. Iranske jedrske ambicije niso izginile. Njegova regionalna mreža ostaja nevarna. In dokler ima Iran še vedno pot do jedrskega orožja in morda, dokler bo trenutni režim ostal na oblasti, bo temen oblak še naprej visel nad Izraelom in regijo. Ta vprašanja ne bodo izginila po tem dogovoru. Ostala bodo v središču izraelske politike, izraelske varnosti in odnosa Izraela z Združenimi državami še mesece in verjetno leta, ki prihajajo. Ko Izraelci razpravljajo o prihodnosti in na koncu odločajo na volitvah, si ta vprašanja zaslužijo več kot le slogane. Zaslužijo si dejstva in preverjanje dejstev. Zaslužijo si natančen pregled in voditelje, katerih stališča in presojo so preizkusile najtežje mogoče okoliščine. Izzivi, s katerimi se sooča Izrael, so preveč resni, da bi zadostovalo kaj manj. Hvala, da ste se mi pridružili in se vidimo naslednjič v podcastu True East. Hvala.